Dame in gospodje, dobrodošli v podcast Brez dlake na jeziku v živo iz Max kluba v Velenju. Pazite to, ne? V Velenje smo se peljali, da pred kamero dobimo fanta, ki sliši na ime Ervin, ampak vsi ga bolj poznajo po imenu Eko. On je zelo znana velenjska faca, katerega življenjska zgodba je res zanimiva. Tudi zelo nevarna. Ne? On je dostikrat hodil tudi po robu zakona, zato je meni še posebej zanimiv. Jaz upam, da je zdaj na pravi poti, ne? Nam bo povedal, kako se je to zgodilo, kaj se je z njim dogajalo. Skratka, človek, ki se nikogar ne boji, ne? Tako se pravi, človek, ki je imel že večkrat težave z zakonom in tudi z kakšnimi drugimi, kako naj rečem, ne? Kriminalci, mogoče jih lahko imenujem, barabami. Ne? Po novem tudi režiser, o tem malo več kasneje, raper, skratka, res zanimiva življenjska zgodba fanta, ki je ves čas hodil po robu, zdaj pa mislim, da je na pravi poti. Torej, dame in gospodje, z mano je Ervin, a.k.a. Eko, velenjska legenda. Živo! Dobrodošel v moj fucking podcast, ne? Ti pa dobrodošel v moje mesto. Svaka čast, ne. Upam zdaj, Eko, da je ta fucking muzika tu ne bo matrala, ker pa mi boš zjebal cel podcast, ne, in bo YouTube vse to zablokiral. Zelo dobro si organiziral, te moram pohvaliti, ne, da nisi to uspel utišati. Čakaj, ambient je cool. Ambient je dober. To se strinjam, ja. Moraš vedeti, da jaz brez šanka ne morem. Ja, vem, da ne moreš. Jaz sem stari, rojen, tako sem in navajen sem na gostilne stari. Tega karkoli delam. In dijete sem pravil izdelal v kafani. Ja, tako sem jaz navajen skozi na ženskah biti, si ti navajen biti na šanko. Tek neki, ja. Eko, jaz predlagam, da midva štartama tako, kot se spodobi in gremo kar na polno, ne. Bom rekel, da te vprašam takole, ne. Kdaj si ti prvič začutil, da dejansko tvoje otroštvo ne bo običajno, ampak da bo že kot mulc dejansko malo zavil na temno stran, če temu tako rečem. No. To so bolj stari vedeli kot pa jaz, ker sem že od male šole bil kar divi. Bežal sem radi iz male šole. Kaj misliš, ven iz šole? Ven iz šole sem bežal tam, na Kardeljevo sem hodil v Lučko, v malo šolo. Kardeljeva, to tekve vsi, ki je v Velenju. Tam v zadnji Kardeljeve je tak en velik travnik, v zadnji pošte in tam je bil več od Luna Parka, veš. In veš, da jaz kot mali sem nas bežal iz male šole v Luna Park. In mene so vsi iskali starši, tušice, ono, in pol me jati najde v Luna Parku. In to se je zgodilo večkrat v življenju, veš, da sem bežal in pol jati znoru, ni vedel, kaj naj z mano in pošče me dal v Bosno. Se pravi, kot malega fanta? Ja. Koliko si bil star? Ja, jaz pa ne vem, če nisem bil 1,5. Torej... Jaz sem dobil brata, brat je mlajši od mene 4 leta, jaz sem dobil brata. In veš, da oni niso mogli zdaj jati šola, šiht, mama isto, brata manjšega, jaz haus, bežim iz stanovanja, iz male šole, veš, da so... Fater je vedel, že tako je, on me skozi govoril, ne bi biti majke, rodio se pokvaren. Ampak zakaj si bežal, se spomniš? Zakaj si bežal? Pa če zelo pogledam danes na svoj life, kurba še kar rad bežim. Pred kom bežiš? Kaj je samim sabo? Jaz se zjutraj zbudim, me zdržim v stanovanju 10 minut. Jaz se kar oblečem, cep. Tako je prvo ven na loft. Da bo zdaj tu s podcasta zbežal, prednji končal, ne? Svoboda je mi je. Skončati moramo, ne? Kaj je svem stari? Ja. Ampak no, če te vprašam, ne? Kaj, pri 5 letih si dejansko kaj? So te nagnali od doma tvojega, ker si bil preveč problematični? Ne nagnali, parali so me dol babici. A kaj so ti pa rekli? Iz male šole so me tek izpisali. Ja. Enkrat me je prišel cel razred iskat na dom, kaj se z mano dogaja, ker, a veš, tušice so vedeli, da bežim, pač, a veš, in jim je bilo več v mali šoli in prišli so prav na vrata, da vidijo, kaj je z mano. In je rekel, ati, tale več ne bo hodil v malo šolo. In potem si v Bosni, kaj šel, komu? Babici si rekel? Babici pa detku. A tam si bil pa pol bolj pridn? Ne, tam si isto bežal iz bajte. Pa me pa dede kekla štapom nabio, pa mi je rekel, žuta mraka, najgora mraka. Da to malo razloži, ja. Kao blondni hudiči so najboljši hudiči. Ja. Se pravi, tam si pol tudi nagajal? Viš da je skozi. Jaz sem kaj bila pol fora, da so te dali tja, če je bilo isto. Jaz toko, ja ti tule oto naredi svojo šolo, strojništvo, šiht je imel za otroka, misli za brata je moral skrbeti. Jaz sem pa tako sem bil, veš, pa so raje me dali, da prej je bila Jugoslavija. Prej je šel v Celje, pa si dal babici pa detku svojega otroka.
Pa so pa oni skrbeli dol za mene. Ja. Sam je bilo pa spet hudo. Haos. Ampak jaz mislim, da si ti že takoj na začetku začel, ne vem, s temi nekimi vlomi, tatvinami, ali se motim, da si ti že to kot nek mulc začel s temi delinkventnimi zgodbami. Koliko si bil star, no? Ko si šel na ta stran pota, če rečemo tako? 10, 12. Pa kaj si takrat naredil? Pa v zadnji našega bloka so delali zdravstveni dom Velenja. A ti si bil pol nazaj že, v Velenju nazaj si šel? Ja. Aha, iz Bosne. Ja, to je bilo, ko se je tam vojna začela, sem šel nazaj. Aha. Ja, ti prišel po mene. In ta vojna, jaz sem še to čutil kot otrok. Ta adrenalin doma, v bajti, strah. To sem še videl nekako, to ne bom tako pozabil. Drugače pa ja, ko sem prišel nazaj, se je tu gradil zdravstveni dom Velenje in to je bilo gradbišče, mi smo se radi skrivali, a veš, ja. In vi ste tu starejši pobi, kak je tam zraven, pa so nam kako fora povedali, ne vem, videli smo en avto, vzeli smo avtoradio ven, pol je ti preko, jaz to kupim, pol je kupil, pa so mi dobili denar, kupi sladoled, rekli, le tole, ful fajn. Pa se je pa začelo. Ja, ampak mislim, si ti to vse čutil, recimo to, da ga boš sraval, ali te je družba potegnala v te zgodbe? Ja, ne morete družba potegnati v te zgodbe. To, kdor govori, laže. Pač to si ti, kar si, gotovo. Če ti narediš parkrat eno napako, vidiš, da to ni to, se boš umaknil, začel boš nadaljevati svoje življenje naprej, ali pa boš ostal tu, kjer si, ker ti je ful fajn. Ja, ampak zakaj te pa nista v Bosni, ne vem, stara starša malo spametovala, da bi postal normalno otrok? Babica je bila zajebana, babica je bila huda. Ja. Babica je bila huda. Ona, ko prije v družbo, je kar tišina. Babica je bila, tvoja se po njej. Ja, samo očitno je nisi kaj dal v Bogu, ne? Pa kaj boš, če si mulj stari, boli te kura za vse. Ja. Tek si nekakrat živel, veš, divje. Ja, ampak se nisi bal, recimo, da boš, ne, da te v policija ujela, da te bo, ne vem, oče kaznoval, da boš zajebo si live, če boš ga sral pa kradel, pa tako naprej. Nisi se bal tega? Ja, prvič je bilo tako, ko sem bil na policiji, pa nisem jaz nič naredil kaj takega, da bi moral biti. En je naredil to. Se pravi, eni so vzeli gasilski aparat, spustili v avto od sosede. Soseda bila punca od policaja, oni so mislili, da sem bil jaz. So prišli me na vrata, me pelali na policijo, jaz pa nimam pojma, zakaj sem tam. To je bilo prvič, da se jaz bil nedolžen. Ja. In sedim in gledam tipa, on me nekaj grozi, jaz otrok stari, ne vem, če sem imel 13 let. Pa on me nekaj govori, a veš ti, kdo sem jaz, jaz ga gledam, ne. A veš ti, kaj si naredil, sem rekel, ne. A se delaš norca? Sem rekel, ne delam se norca, vzame eno beležko, kaj je imel, in udari po mizi, tu! Zdaj boš pa videl, ko prijejo tvoji starši. Nora. Kaj pa v šolo si hodil takrat, ali ne? Ja, sem hodil, nisem rad bil v šoli. Zakaj ne? Pa kaj jaz vem, nekako. Vse mi je šla šola, veš, vse mi je šlo, umetnost mi je šla ful, risal sem slike, športno mi je šla matematika, ampak lega, biti tam v uni učilnici in poslušati učiteljico, je bila pa smrt. Ti ni pasalo. Lahko grem na WC, ja, pa me ni bilo pol ure. Se pravi, kaj so te pol iz šole, šole vrgli? Ne, niso me vrgli iz šole. Ja. V bistvu, kako bi ti rekel, enkrat sem ponavljal razred zaradi tega, ker me ni bilo, ker sem imel preveč neopravičen in nisem mogli oceniti. Neocenjen sem bil. In sem moral reči še enkrat. To v osnovni šoli govorimo, ne? Jo. Ja. In sem moral še enkrat in pol je spet bilo isto. In fater znao, lega. Kurba je, lega, mi ga je žal danes, ampak tak je. Pa še živi oče? Ne. A je umrl že? Aha, kaj pa mamo si imel? Mama je tu, vsak dan pokličem. Kaj pa mama pravila na te tvoje norije? Pa kaj bo pravila, lega, si ti ženska se je skozi skirala. To jaz zdaj vidim šele, ko imam svoje otroke. Ampak prej tek nisi razmišljal, veš. Šokrat je bil ati isto tu, ko smo bili na policiji za ta gasilski aparat, je naprimer ati moral biti zdrav, ker se je bil mladoleten. Ampak je stal v zuni, rekli so mu, da je počakaj tula, da ga vprašamo malo, pa to, pride on noter, pa me zauhle, povej, pa če ne vem, zakaj se gre, no. Je rekel, ko ne veš? In pride domov in reče, veš, svaka čast,
da ne izdaješ, da si tako žilav. Jaz kontam, če res nisem jaz to naredil, a veš, ne vejo več, kdaj si kriv, kdaj nisi kriv, kdaj si žilav, kdaj nisi. Jebem ti, ampak dobro, zdaj, kukor, če te zdaj razumem, ne, ti si dejansko potem preko vsega tega, kar si zdaj razložil, si dejansko zelo hitro postal samostojen. Ne? Ti že kot mulci, ti kaj, si šel doma, ali si se zaposlil, ali si hastlo? Kaj si delal? Bil si še doma z staršem, ampak sem imel svoje stvari, a veš. Kake, kjere? Naprimer, Adidaske sem moral skrivati, da stari ne vidijo. Da si preprodajal Adidaske? Ne, kradu sem. Pa kje si kradel? Ja, lej, tak je. Po trgovinah, ali kje? Pa veš, da je. Pa kje? Kaj si, gor greš ven. Aha, gor, Bile so fore, pa veš. ni zapiskal. Pa pol je bilo to, za pol je šele to prišlo piskanje. Aha. Še to smo pol pogruntali. Ja. Ampak, a veš, kaj sem to delal? Znal sem naprimer, kakve makete, ono imam tam, a veš, se letala delajo. Pa sem enega soseda, ko bi bola na to, pa je on to kupoval od mene. I jaz to nje prodajal, imel denar, kupoval sem si mojo Mikico, kako Adidaske rolare, si kupil, pa sem jih moral poštenega dol skrivati. Pa enkrat prijem, pa ni rolarje, si ti, no, pa vidim na enemu malemu rolarje, pa mu rečem, vrni mi rolarje, to ni tvoje, to je moje, veš, da sem ga moral nabiti kokanto i to se pol tudi začelo tek na surov način. Ja. Se pravi, kaj si se tudi tepo veliko, ko si bil? Skos. A zakaj si se, mislim, kaj, si tak si koga tepo? Ne, nikoli v življenju ne bi jaz začel, da bi jaz slabšega od sebe, ampak tek je, jaz sem večinoma bil v družbi starejši. A veš, imel si dolg jezik i on tebe zauhle, ti ga brcneš, on tebe lovi, ti bežiš i tu se pol ta pogum raste, a veš, da ti upaš udari človeka i pol se je začelo. Ja, pa kolikrat si se pa zapletel od nek tak konkreten pretep, če rečem to, da si jih tudi fasoval, da si ti koga konkretno razbil? Ja, se spomniš kaj tega? Ja, naprimer, imel sem poskusu boja pred Gorenjem. Kaj si imel? Poskusu boja. Ti nekoga lonte? Jaz nekoga. Kaj si pa naredil mu? S kamnom sem v glavo odprl, 24 šivo imel. Ker mi je vzel telefon, ni mi hotel pol plačati pa to. Jaz ti ga ne bom vzel. Je rekel, da je lega mulc, ko ti mu glavo ofnu. Sem rekel, okej, te počakam pri kapijo. Ja. Je rekel, krčaki. Pa še fatra znam pripel, ko mu je tudi delo v Gorenju. I od tedi si dobil prepoved v Gorenju, 99, da vas povedam. Koliko si bil star, ko si to naredil? Pa koliko je na 16? 16? 16, tu nek. Koliko je bil pa un star? To je, mislim, da sem imel jaz tedi, kako se že reče, ne praksa, pripravništvo, nek ta je praksa, v bistvu, ja. In kaj je bilo? On je bil pa starejši od mene, ja. On je bil pa 7-8 let starejši, če sem imel sodišče za njega. No in ko si to naredil, kaj so bile posledice? Ja, fater mu je moral plačati denar, mislim, da $1.000.000. Ja. $1.000.000, ja. Pa si je tožil. A veš da je? Kaj pa si mogel kak popravni dom in tako je tega? Ja, to je že bilo blizu tega, ampak ati pa mama se nikoli niso strinjali. Oni bi se morali strinjati, da bi šel popravni dom. Pa da bi te tam kao v red spravili, misliš, da bi pobegnil ven? Fater je tako je rekel, jebo vam, on mater je rekel, ne mere njega ništa v red spraviti. Ja. Težka je bila. Čujem pa, kaj pa ta, mislim, je pa se pozdravil ta človek, ali je? Ja, veš da. Simon mu je bilo ime, mislim, da Simon iz... Pa se poznata, čak me stole predstavil. Se poznata še zdaj, ali se ne poznata? Gor, Mislinja, Slovenjgradec, vse ne vem, pozabil sem že. Pa ti je bilo žal, kaj je za to? Pa niti ne, stari. Ne. Ne, kaj mi bo žal. Si je Tip mi zaslužil. je vzel telefon, žalil me tam pred ljudmi. Zakaj si ga mogel ubiti skoraj? Govoril je Malinovac. Zakaj si ga mogel... Ja, ker je bil močnejši od mene, dal me na tla, primil me za roke, jaz nisem mogel nič. Aha, pa to je bila samoobramba je bila to. Enkrat udaril tako si dobil šul, si kar videl tam kamen, sem rekel, ti majko, puf. Ti padel lega, ko sem videl kri, pa to sem kar padel v paniko. Kaj pa če bi ga ubil? Ja, vidiš, to zdaj razmišljam. Ja, kaj je pa bilo? Šta ćeš, to ti je sudbina. Jebemo mater. Čuj, kaj pa, vem, da si potem takrat tudi seveda, ko si padel v to sceno, si tu začel neke ilegalne stvari, neko preprodajo, kaj ste mamila prodajali, orožje, kaj ste prodajali, pizda? Ali vema, kaj niste, no, to te moram vprašati. S čim ste se bavili vse, no? Ja, kaj lahko seveda poveš, ne, da te ne bojo zaprli spet zdaj, pizda, kaj lahko poveš mi? Če mi ne smeš povedati, ali pač mi ni treba povedati, ampak kaj mi lahko poveš? Ja, lahko ti povem to, kaj si sedel. Naprimer, ja, kaj so te zaprli, pol? Ja, naprimer, ko si šel doma, ko si bežal doma, bil si star 15,
sem bil prvo spal po hodnikih, pa v tovornjakih, v onih prikolcah, ko so bile parkirane. Pa sem tam zjutraj hodil dol, pa sem vzel si malco, ko so pustili zelenjave, jogurt pred vrati trgovine. To je bil včasih sistem. Si prišel dol, pa si vzel, pa si šel v šolo. Pa si bil, bil sem prvo lega, v temi sem bil prvo, veš, pa grejo fredi domov, ti si škar vzuni. In kaj boš, greš in vidiš starejše ljudi, z njimi se družiš. Oni te vzamejo svojo družbo, naučijo te kaj, rečejo to. Potem se je pa začelo, mi je pa en pokazal travo. Marihuano, misliš? Ja. Hašiš. Pa sem je začel to spoznavati, ta svet. Pa sem videl, da veliko ljudi to kadi. Pa sem rekel, to bi pa jaz lahko probal. Pa se je pa začelo. Ja, in to si preprodal. Sem pa prvo nekaj živel v svojem stanovanju na Emu. Pa sem imel svoj avto, brez izpita seveda. Pa čakaj, pa skuter, vse sem imel. Preprodaje trave si toliko zaslužil? Ja. A kaj druga še si tudi prodajal? Ne, sam travo? Trave. Si toliko veliko zaslužil? Ja, koliko si pa prodal kil tega? Pa ful. Pa komu si to prodajal? Pa ful, ko kadim. Po celem Velenju? A je boga, ti isto, kot cigare, evo vidiš, kjer bo oni prodajajo cigarete, ti si ko uporabljajo. Pizda. In kaj se je pa zgodilo? Pa se pa vse skupaj malo zapletlo. No, to mi pove. S policaji, z ulico, ljubosumje, konkurenca. Pa je to prišlo do tega, da je bilo vse več tega na ulici, veš kaj mislim. In vse manj se je prodalo, a vse večje težave si imel. Tako da pa smo morali najti nek drugi vir denarja. Pa smo najeli. Pa smo počeli s kovinami delati. Baker, ovo, ono. Baker ste kradli, kaj? Tudi, vse je laufalo. Imeli smo ful probleme zaradi tega po Sloveniji. Če nek to zmanjkalo, so kar po tebe prišli. Pa si bil ti, bili smo mojstri v tem, kako bi rekel. V kraj bakra. Pa ja, sposoji bakra. Ja. Čujem pa, koliko si pa pol pristal v zaporu konkretno zaradi česa? Pa vse skupaj se je nabralo. Leta 2009, mislim, da bo, ko so me dali tiralico. Pa sem zdržal. Kaj je pisal gor? Zakaj te iščejo? Pa da sem bil sem iskan zaradi dosti pizdari, no. No povej, kaj lahko poveš? Kaj je pisal gor? Izsiljevanje, preprodaja, rob, pa tek. Ja. Ter tega. In pa ste ujeli? Pa ne, niso me, jaz sem zbežal v Avstrijo. No to malo povej. Šiht. Jaz sem delal gor v Avstriji, čez 2 meseca sem še gor začel delati pizdarje. Sem videl, da gor ful veliko ljudi kadi. Pa si spet preprodajal? Sem klical prijatelja, sem rekel, da pripeljte mi gor. Oni pripeljali, jaz spet v akcijo. Potem sem se tam z enimi Turčini zahaklo, ko so videli, da jim stranke prevzemam. Potem so mi pa naštimali. Potem so pa uleteli škifi. Glavni je bil turski kriminalist, Turčin. Je bil glavni za primer. In potem sem šel iz Avstrije, moral bežati. Kam? Pa potem sem bežal gor v Amsterdam, pa sem bil gor še par mesecev. Pa sem še gor videl, da ni to. Ja. Pa sem šel v Boston. Pa tu dol sem pa imel težave. Kaj boš, se ne boš šel delati. In dol, ko so mi pol ubili sestriča, sem jaz pol tule se vrnil, pa... So te ujeli? So se jaz sam predal. A sam si se predal? Pa sem bil na 50 dni v priporu. Pa so me spustili ven, da pač na sojenje hodim. Pa sem pa hodil na sojenje, sem pa dobil tek zapora, pa sem šel pa sedeti. Koliko cajta? 2 leti. 2 leti. In ki si bil to zapor? 5 let mi je še grozilo za rob. Pa lahko dobil 7? Sem pol to zrihtil. Kak je pa bilo v zaporu? Daj mi to malo povedati. Kje si bil v zaporu? So vsi razen kriminalcev. Kriminalci še kar sedijo v vladi. Kje si bil? Njih ne boš videl v zaporu. Kje si bil zapor? Kjerem zaporu? Mariboru. No, kak je bilo? Mislim, kaj se spominjaš iz teh časov? Si bil noter, si imel vse pod kontrolo, ali zafukano, ali so te hierarhije, ko so filmih vidimo? Če si človek, imaš nobenih problemov, ni to tako v filmih, ko gledaš, to ne. Ampak če si človek, se družiš z ljudmi, če si budala, si budalama, sve zavisi. Ful je ljudi noter, različni.
od narkomanov do velikih gospodov, pa vsi normalni stari. Pa kaj si, Prideš, no, se z vsak mlad normalno pogovarjaš. ja. Pa kaj si počel, mislim, od jutra do večera? No? Kaj si dejansko? Risal sem slike. Slike si risal. Ja, Kaj pa drugo, kaj še? pa nič drugega, ni bilo takih. Bil sem priden. Si imel kaj izhodov? Ja, pri 90% že. Ker sem bil preveč divji, da bi mi krdevali izhode na lepe oči. Pa so se te bali notri te sojetniki? Si Pa, imel tak dobro, imidž, da s tabo ni zajebanci, ali ne? To glih ne, to ni nobenemu stari. Aha, To ni, le respekt je respekt. Še najmanjši te lahko preseneti. aha. Tako da to ni za, veš, kdo je zdaj, kdo kaka. Pač imaš respekt, to je to, do drugih oni do tebe, gledaš, da se ne zaplečaš v neke stvari. To je to. Ko vidijo, da si pripravljen, ni tako, veš, te pol imajo tudi na distanci. Kaj pa seks? Kako si pa to rihto? Ker v zaporih baje moški postanejo geji. Ja, si ti, ja, no. Tako se govori, ne? Prosim, če preskočimo to temo. Mislim, ne vem, povej, kako si to? No, pa ženska ti prije na obisk. Ti pride lahko na tam, obisk? veš, da je. V zaporu? Veš, da je. Tako bi izpovedal tega, pizda. Eto, vidiš. Koliko ti pa dajo od sajta? 5-40 minut. Koliko? 5-40 A minut. to je pa dost. Uro, odvisno, vse Pa odvisno. koliko redno pa je to? Pa ni redno, zdaj, kaj jaz vem. Vsaki 14 dni. Pride lahko ženska. Tu Pa te nekajkrat na mesec mislim, da je Pa te pustijo na mir. Ja. Jebem ti. Ja, pa si imel žensko? Pa itak, še sem živel žensko bil. Pred šel v Med zapor. vsem tem, kaj si Ja, počel? jaz sem skozi imel žensko. Pa Ali je, sem živel z eno, Ja. vedno sem imel. kaj so pa rekli na te tvoje Pa pohode? šta će rijeti? Se pravi, kaj, lepa dekleta ljubijo barabe, ali Pa kaj? ja, Pa niso ti rekli, da se malo umir, da... veš da so, jokale so skozi. In? Pa jaz sem imel tudi rada, veš, da ne bo zdaj tako izpadlo. Ja, Pa, ampak nisi nehal. Pizda materno. Ti, kaj pa ti tvoji razbojniški pohodi, če rečem tako, ne? Kako je to izgledalo? Mislim, to je tako v filmih to gledamo, ali ne, ni tako spektakularno. ni to tako v filmih, pač lahko je, lahko ni, odvisno kak Ja. dan je. In kjer je bil tvoj tak najbolj spektakularen? Prva, če ti povem, da tega me še niso dobili. Ok, kaj pa tako, ko so te, ko vem, ko vejo, ko lahko poveš ga, kaj je bil najbolj, no bi rekel, da si na njega ponosen, ker to se je malo čudno čul, no, ampak, Pa vem, ja, da je kaj tako bilo, vseeno malo filmskega, no. filmskega, Hm? filmskega, da ti povem. Ja, je bilo kaj takega. Ja, jih je bilo. No, daj mi povej. A sad, kurva, če vam povedal, se bojni počutil žaljeni. Ano, mislim, Ker nisi bil sam, ampak Ja. je pa bilo, ja, filmski, ker no, malo, enega mi, če mi ga lahko, mi ga omeni. tovornjak, pa morali smo ti pa zvezati. Ja, To je kaj to. tovornjak ste ukradli. Ne, ukradli jo, spraznali. Kaj pa je bilo not? Pa mislili smo, da je bilo noter, pa je bilo, ni bilo to, kar smo mislili. Pa ti mi razlož, mislim, lahko ti mirno govoriš o teh stvarih, kot jih jaz zdaj sprašujem, ali vseeno moraš malo paziti. Moraš malo Da paziti. kaj ne poveš preveč, Ja. pa nekaj, to vse spoštujem, lej, ne, da ne boš kaj preveč povedal, ker rezati ne mislim, to te opozarjamo Ja, naprej. ja, Zdaj raj pazi, kaj boš povedal, ne pol, veš kaj je tole, nič ne bomo devala ven. Ja. Ti pazi, kaj govoriš, ne, ampak te vprašam, če bi preveč povedal, bi bilo kaj bi se lahko zgodilo? Pa kaj jaz vem, mogoče bi kaj zameril, pa bi, ne vem, policaj mislil, da čak vse boš na letu. Aha, bi te, A kaj jaz vem, a veš, boljš je ene stvari biti tih. Pa, Ja. Naprimer, mi še danes se ne pogovarjamo o tem, kaj smo prej delali, a veš, tako smo tih. Če prije kak nov v družbo, ne govorimo o tem. Ja, Imamo ta kodeks svoj, ko nijamo rad o tem, kaj preveč govoriti. ti, kaj pa ta tvoj zelo glasni, ne? Prej si rekel, da si pač nekoga ti želel stran spraviti, kar smo prej imeli, ampak se je pa tudi tebi to zgodilo, da so pa tebe hoteli ubiti. Ja. Kaj je bilo pa s tem? Daj mi pa to malo povej. Pa to je bil ta čas, preden sem bežal iz države, Ja. je ful je hodilo, mi smo preveč, a veš, i otimali ljudima, pač vzemali smo ljudem robe, ovo, ono, vam tam. I nabralo se kar veliko sovražnikov. Tako da več nisi vedel, s kje strani prihaja. I enkrat sem šel domov, 2 ura, ne, na 2 zjutraj, i 2 sta me čakala. Jaz preden sem prišel, drugače imamo mi imamo drugače skozi blok zaklenjen dol. Ja. Možeš pozvoniti, pa ključ. No, to noč pa je bil čudež. Jaz domov in ta dva, jaz gledam in vidim neki, me pogovarjajo se glede z mano, jaz rečem, ja povej, in ona dva še kar hodita.
vse hitreje. In ko sem začela laufati, sem začel laufati nazaj noter v blok. Pač skabaš, se ne možeš dvema, se nisi Bruce Lee, veš kaj mislim. Ja. To sem v filmi lahko, v realnosti, bez stran, ker ne veš, kaj ima pri sebi. In ko je potegnil, jaz odprem vrata, on je neki potegnil, jaz ne vem, je bil nož, kaj je bilo. Jaz hiter, ker so bila dvojna vrata, v Šaleku sem živel 84. In jaz not, in zagrabim vrata, prav ne vem, kam je bilo tedi. Sam vem, da ko sem zagrabil, so bila odprta. Jaz hiter noter, gor, imel sem Cimra enega, ko sem malo živel, Dragana. On je vzel bejzbolko pa pesa, Boomerja, Pitbulla, in dva hiter dol. Ja. Oni vidijo, da se deremo, da nas je več. Sta zbežala, tam sta se še malo skrivala, posta pošla. Tako da še kar ne vem, kdo je bil. Jaz sem napadil pol ene ljudi, ampak so pol ugotovili, da sem jih brez veze. Tako da, kar na vse ceste smo ene napadli, pa je ven iz avta, pa ne vem kaj vse. Ko smo pa videli, da v bistvu ni bilo to. Ampak se pravi, dejansko je malo manjkalo, da bi ti takrat, da bi te mogoče celo ubili ali pa resno poškodovali, če te prav razumem zdaj. Ja, vse sem že večkrat imel nož na sebi. Ja. Enkrat so me tulil roko, zadeli z nožem. So te, mislim, poškodovali, Še kar vidi, ja. Od oboda. neko prezgotino. Ja pa, mislim, te ni to ustavilo, da bi se pa, Pa hitro bo to ustavilo. ne vem, Pa ne more. se pa, ko medveda ustreli, še bolj podivja, hočeš reči. Ja, sem ti še, ja, veš da, se mogoče zapoja, pa ti zbežiš, ampak jutri se švrno po istega medveda. Ne vem, mater. Ne boš nehal biti lovc. Ja. To je tvoj. Se pravi, da dejansko te tudi to, da bi bilo tvoje življenje ogroženo, ni ustavilo pri teh norijah, če rečem tako. Kaj te pa je ustavilo? To te še bolj, Ja, mislim, še- da ja. te še bolj hajpa z energijo, da bi ti, ja, veš, da greš še več. Kaj te pa je ustavilo? Ker zdaj vem, da si veliko bolj normalen, Pa dva veliko bolj otroka. odrasel. Otroci so te ustavili. Dva otroka, sin To pa te pa čerka. kaj? No, da mi ta občutek povej, ko si pa, kako si doživel ta preobrat v sebi, da si pa rekel, fuck stari. Ja, prvo prišel sem ven iz zapora, pa sem že v zaporu razmišljal, da tekla ne bo šlo skozi. In sem začel nekaj, da veš, skozi sem se nekaj z muziko ukvarjal. Repu sem, delal rep, ampak nisem nikoli bil resen s tem. A razumeš, vedno mi je bilo to, ajdi, naredim en komad, dam ven, boli me kurac, Ja. kličejo te na koncert, narediš koncert, greš, to ti je bilo tek hobi, a veš, usput, na neza si obrnil live, pa je to bilo zares to. Ampak si videl tudi ostali reperje, da niso nekaj glih živeli od tega. A veš, če me ni po moje zaradi tega tudi to vleklo tok. Zelo redki reper, ja. Ja, a veš, če pogledaš realno, moraš živeti, če pogledaš, a veš. Jaz sem vedno rad imel takoj denar pri roki. A veš, hitri denar, fast money, ja, temu ja. rečejo. Jaz najraje imel to, a veš, da sem nekaj naredil, tako dobil denar, to je to, denar imam. Nikoli, evo, jaz še dan nas ne delam v firmi. Jaz v industriji ne bi mogel delati, da ne vem, da čakam zdaj na denar, drug mesec, da dobim plačo in zdaj meni z prvega zmanjka denar, samo 14 dni zdržal. Ja. Kurac, jaz ne bi mogel Ti zdržati. moraš takoj, Jaz moram takoj ja. to dobiti, imeti, potrošiti, Ja. uživati, Ja. imeti life. Ja. A veš, kao, čeprav ne bom rekel, zdaj zdaj nek milijoner, pa to, a veš, Ja. ampak že 100 evrov je 100 evrov stari, če pa nekdo nima 100 evrov, mu je pa že 5 ful velik. A veš, tako da ta denar nekako. Se pravi, muska te ni vrgla ven z tega stranja, če rečem tako. Ne? Ne, pa še kar delam musko, pišem tekste. Ker vem, da si to album izdal med drugim. Pa ne, sem no? rekel, da Ja. bom kurba probal s filmi stari, jaz imam rad te pisanje zgodba, veš, Ja, ovo, ono, no, imam tam. na to še prideva, ne? Ampak no, ta del te še enkrat vprašam, glede otrok, ko si rekel, ne? Kde mi to povej, ker se pač otroka rodila, kdo je bila ta srečna ženska, to mi malo povej, če lahko, pa kaj je pol od tebi to naredil, preobrat, da si pa rekel, pizda fuck. Ja, tu sem pol, veš, začel s to žensko eno, pa je kar zanimiva zgodba. Smo začela, pa prišel, ne vem, začel sem živeti z njo, v bistvu pri njej. Od ene sem šel k njej in nekako tako sem se zaljubil, tako se prvič zaljubil v življenju. Koliko si bil star? Koliko si bil star? 31. Okay. In izpita še nisem imel za avto, brez izpita sem vzel cel life. In pol je bila noseča, pa rekel sem, jaz bi rad imel otroka. Jaz že v zaporu razmišljal, kurba, lega imam sina, istega jaz. In ko sem prišel ven, evo vidiš, pri njej sem delal družbeno koristna dela, tako smo se tu spoznala. Skozi sem zamujil, skozi sem išel na živce, kurcala me skozi, to je mi bilo ful všeč. Tam mi je težila. Okay.
Pa smo pol tako nekako prišli do tega, da bomo imela otroka. Iz prve smo ga naredila, hvala Bogu. Ko sem ga zagledal prvič, ko sem ga imel v rokah, mi je zasukal svet. Prvič, ko sem ga imel v rokah, ko sem videl sebe v njem, mi je obrnalo cel svet. A veš, ona mi je pogovorila, zdaj boš moral začeti razmišljati malo drugače. A veš, tudi otrok brez Atija ne more biti, a pa zapora se ne moreš privoščiti, a pa ne, karkoli stresnega si ne moramo privoščiti. Jaz gledam, ala grem na kavo, da malo razmislim. Ta kava je trajala cel vikend. V nedeljo se vrnil v Litko Kanta, to sem pa rekel, da res nema prav. In potem si kaj, čist drugačen postal ali ne? Kaj si spremenil? No? Kaj dejansko si konkretno spremenil? Nisem hodil po gostilnah. Ja, pa nisi skaj v strelo. Vzel sem si studio, tam smo se zbirali, nekaj ustvarjali, nekaj smo kar ustvarjali. Ja. Zaprl sem se, nisem več nikamor hodil. Ker jaz, če grem ven, pa da se napijem, to že več ne gre. Ja. Kje si pa pol denar zaslužil, če si dal stran te čudne posle? Pa čuj, v življenju tako se naučiš pol, marsikje dobi denar. Ne rabiš kriminal, to da ne bo kdo misli. Ja, sprav si začel legalne stvari. Ja, naučiš se, naredi denar. Ampak nisi mogel... Imam mlajšega brata, on je imel tudi firmo, tudi njem se daj pomagal delati, pa to mi je dal denar. Ampak takoj, a veš, se rekel. Zdajle, ja. Ampak čakaj, nisi, zakaj si, dobro, rekel si, da nisi prej recimo to razmišljal pisa, da bi se ustavil, da je mogel res en tak, sprav, ženska, ljubezen, pa otrok, to te je dejansko umirilo. Prej pa ni, če ne bi tega bilo, kaj bi pa umrl? Bi šel, bi te pač... A veš, ki vam povedal, ko sem se umiril, sem mislil, da umrl. Ja. Sem mislil, da umrl, naprimer, zdobil sem sina, ati pa mama sta šla na Razen, jaz ko sem bil v zaporu, so šli na Razen. On je šel v Bosno živeti, ona je tu nekam šla, nismo vedeli, ki je. Pol je prišel nazaj, ko se je šel v zapor, pa je mi hodila mi je skozi na obiske, to mu ne poja, mama je mama. In prišel se ven, Atijom se slabo čul. Nekako čez življenje se ni nasploh slabo čul. In ko si dobil sina, se je prikazal. Jaz nisem nikoli mu rekel, da jaz pa nimam se kaj pogovarjati. Pač sprejel sem ga, spoznal je otroka, pol je pa umrl. Pa je umrl, pizda. Lih takrat, ko nekaj... A rekel mi je, vedno mi je govoril o tebe, ne bo nikoli človeka, ti ne boš nikoli med družino, ti ne boš nikoli... Kaj bi dal, da sem spoznal tvojega otroka, pa lahko grem. In točno tako je bilo. Naprimer, moj brat ima zdaj 2 otroka, jaz imam 2, to so 4 vnuki njegovi. Ja, pizda materno. Nikoli se ne smeš zareči. Ja. Ti kaj pa drugi otrok je prišel pa kdaj? Koliko je razlike med njima? Med njima je razlike 3 leta. In koliko si se pa pol za druga odločil? Zakaj? Pa tako kregala smo se žensko skozi, zgleda, da bomo šla na Razen, nekaj kazalo, vse skupaj. In je ona rekla, gremo še enega met, ker nikoli ne veš, kaj bo, naj ima on enega zraven v življenju, da ga spremlja. Tukaj je bilo, pol smo se zmenili in naredili. In prišlo je. Pa zdaj sta skupaj že? Jaz pa ona, ne, več ne. Ne. To je bilo najbolj boleče. Vse, kar sem preživel, je bilo najbolj boleče, ko sem izgubil Atija, pa ločitev. To je bilo najbolj boleče. Zakaj misliš, da je, zakaj se je pa zgodila ta ločitev po tvoje? Kdo je zajebal? Pa jaz, kdo pa drug. Kaj si pa naredil? Pa nisem mogel se spremeniti. Ni šlo. Pa če si rekel, da si se spremenil, ko so otroci prišli. Sem začel razmišljati, da je umrl, pa take fore, da me bo pobralo. To, gotovo je z mano. Pa če si rekel, da si se umiril, ko so otroci prišli. Ni, pol se je začelo mi je hojdi spet. Pa kaj, traparije si spet delal? Pa ne traparije, pač nisem prav caj hodil domov. A to, jaz mislim, pohajkoval si, če rečemo. Ne, varil ženska nisem nikoli. Varil te nisem nikoli. To nisem, ampak mi je pa hojdilo, veš, tukaj. Šel sem ven, nisem prišel domov takoj, veš, tako je ona hotla, pa tako ne tega, šel sem tam, pa sem enega nabil, kaj boš ti govorila. Zakaj si to delal? Pa nisem imel rad provokacij. Nimam rad provokacij. Pa tudi, če si otročke imel, si to dovolil.
Ampak nisi pa šel več v take ekstreme, kot prej, da bi bilo nevarno za... Aha, to pa ne. Ampak nisi pa znal biti normalen zakonski mož ali oče, če rečem tako. Da ne si, no. Pa to zdaj znaš ali tudi ne bi znal zdaj? A zdaj pa sem tako daleč, da ne vem, če bi šel imel kako žensko. Ja, se pravi, zdaj nisi... Imam pa veš ljubico, ampak le stari... Nisi za resne zgodbe več. Ne. Bi te omejevali spet. Ja. Ampak si razmišljal kdaj, zakaj si tako nemirno vse? Kaj rabiš, da bi pizda... Ti bi, a veš ti, zakaj si jaz tako nemiren? A veš ti, zakaj si jaz tako divi? Ne vem, stari. Zakaj pizda? Ne vem, rad imam življenje. Ja, zakaj moraš biti nor? Rad imam, da dogaja, ful. Pa se ti lahko dogaja tudi na normalen način. Kak, daj ti povej. Ja, mi recimo, ne vem, da se imaš lepo, ampak ne da delaš neumnosti. Ja, daj ti povej neko, pizda. Tebi to zleja. Ja. Jaz recimo, ne vem, rad vodim žure, prireditve, delam, zaposlim se, ker sem showmaker, ne. Jaz ne rabim, pa si še teb zraven pa pit, pa 3 dni v statuenem lokalu, jaz to ne rabim. Jebeš party brez fajta, stari. Zabavam se. Ampak tepe se ne več, zdaj se tepeš, ne. Se ne. Ampak ti je zdaj žal, pa tam. Ti je žal, ko nazaj pogledaš, da si zdaj zajel recimo to zvezo. Zvezo, ti ni. Bi te omejevali na dolgi rok. Ja. Kaj pa otroci pravijo? Pa veš, da jim ni vseeno. Niso še toliko tega čutili, ker so še bili premali za to. Ja. Po moje, če bi bili večji problem. Pa veta otroka dejansko, kaj vse si ga sral, ne veta? Pa dobro, tudi nisem jaz toliko sral, isto, koliko je bila ženska, težka, veš. Ja. Ful. Jaz pa nimam rad tega napora, veš, kaj mislim. Ja. Jaz nisem bil težek, da bi zdaj za vsak povedal, zakaj si tole dal vsem, zakaj to tam ne, zakaj si prišel 15, zakaj nam 9. A veš, tako, ja, pa si napačno zbral za svoj karakter, če rečem tako, ne. Ampak kaj pa otroci, recimo zdaj? Pa ženska je ogenj, jaz tudi, veš, dva ognja skupaj, to je večji plamen. No, ampak te otroci zdaj, ki jih imaš, vejo, kak je bil ati problematičen, ko je bil mlad? Si jim povedal to? Pa ne bi jim na to povedal, itak bo izvedel zunaj. Ja. Naprimer, moj sin posluša moje komade na YouTube, ve vse na pamet. Ja. A veš, pamet sprašuje, jaz ti to? Ne, nisem to. Ne, če bi jim lepo povedal, ne, da bi se z tega kaj naučila lahko, ne? Ja, itak, da mu govori, da ne. To dejansko ni, če gledaš za to. Da je talent svoj. Ja. Jaz, naprimer, imel 1000 talentov. Meni tu fatr govori, nogomet, to, ono, vse mi je laufalo, šport, da ne govorim. Risanje, pisanje, muzika, evo vidiš, film zdaj delam. Da to pridemo do konca. Ja ti rekel, 1000 talentov, ti izbereš temo. Tema je izbrala mene, zgleda. Ampak ti je žal za nazaj, če pogledaš. Nič ne bi spremenil. Bi enako bi naredil, on mu bi glavo odperil s kamnom še enkrat. Ja. Pizdo, mater. Če mi je bo mater vzemi telefon, rekel, kaj boš ti ga mali. Ja. Jaz bil star, Malinovec sem bil. Ni mi hotel dati denar za telefon, prijem domov, pa mi reče, ati, gdje je telefon? On mi ga kupil. Sem rekel, mi ga vzel. Je rekel, što lažeš? Sem rekel, majke mi ga vzel. Je rekel, lažeš, dal si ga za drogu. Jaz se še tada nisem drogiral, tu na to prijemu. Sem rekel, kaj ti je, ati, če mi je res ti vzel telefon, pet mu tam povedal, naj mi ga vrne. Je rekel, vem, ti majko, mršno sem. Pa prije v sobo za mene reče, kjer ga mora poklisati, da ti vrne telefon. Jaz mu rečem, pa Simon, ko dela v Gorenju, v pravni stroj. I reče on, a šta ti je dao? Je ti dao drogu da mu vratim? Sam rekao, pa nije ti, kaj je s tobom čovjek, ja se drogiram. Kako ti se ne drogiraš, svi se drogiram po tebi? Sam rekao, jes ne, kad ti ješ, cigaretu nekad ni dan nas, ne. Še dan nas nekad ni cigaretu. Ja. Ampak kako si zdaj to drogo omenil, kaj? Ja. Si imel težave s tem? Ma ne, nisem imel, travo sem kadil. Ja, drugo ne. Pa tudi sem probal kokain. Pa to. In? Pa ja, si fukal kdaj na kokainu? Ja. In? Pa čuj, fajn je, dok te ne popusti. Ja. Pa je. Pa si nisi bal, da bi odvisen rad? Ja, kaj ti je, Si imel to pod kontrolo? Ja. To je problem, veš? Pa nisem jaz imel ekstreme, jaz sem to, ne vem, na vikend, 2-3 linije gotovo, veš, ne rabim več. Ampak sem pa videl dosti svoje okolice, da jih je uničilo. Tudi mene je vleklo tako, veš, nisi ti, to ti. A jaz najraje jaz. I sem rekel, tole jaz ne rabim.
Tudi otroki, a veš, ko jih gledaš. To je to začel, ko sem se v bistvu ločil, me je to nekako primilo. Prej me nikoli ni, prej sem travo kadil, to je bilo edino, in pivo sem, trava, to je to. Ampak kemija ne, stari, posebej to, ko sem se šele ločil. Si kokain prav. Ja, v starih letih lega. Ja, ampak nite pa, da si mislil, da si tuk si pa bil pameten. Pa ne, hvala Bogu. Vse sem bil zadnjič imel, so me ustavili, so mi dali teste droge, pa sem bil negativen. Je bilo 0-0. Sem rekel, pobi napačnega mate. Napačnega mate. Ti, kaj pa ta tvoja, zdaj, koliko mi boš o tem povedal, ne? Ena taka zelo glasna zgodba z nekimi dvemi policajami, nekaj policaja, o tem se po Velenju veliko govori, no. Malo sem poprašal okoli, ampak noben ne pove, noben kaj dosti ne upa povedati, no, zdaj o tem, kaj je ta zgodba s temi policaji, sta bila pizda čudna policaja, pokvarjena, si ti se zapletel z njimi, kaj je? Tudi, ja. Kaj mi lahko poveš o tem? Ali ne prvo na WC? Ne znam, čakaj malo. A ne? Mislim, čakaj malo. Upiša se. Ja. Pa ja, dva brata sta bila, ko sta mislila terorizirati Velenje, malo pa to, upam, da gledate zdaj to. Moš kaj preveč povedal. Brisala ne bo, to sem te opozoril, brisala ne bova. Okay. To, kar govoriš, ostane not. Ne mi po listok, tole de ven, pa uno de ven. Ne, v redu. Pazi, kaj govoriš. Ok, pazi, kaj govoriš. Fora je tem, da sta terorizirala Velenje, no. Pa sta neki bit mafija, pa to. Policaja. Sta dilerje lovila, pa je seljevala, ja. Ja. In naletela se tudi na mene. Prek enega reperja tam je povedal za nas in ta je prišel nas, hotel je neki, kaj je svem denar, pa to, in mi mu rečemo, zakaj? Ja, zato, da boste lahko delali, če mi nič ne delamo, kaj je s tamo človek. In pol je enkrat naletel na mojega brata manjšega, primo ga je za brat, pred zdravstvenim domom, kebab, tam ko je bil. In to mi ni bilo všeč, da se tako jaz drug dan odreagiral. In sem jih presenetil v Karaki, to je gostilna gor na Konomu. To je bilo veliko ljudi, tako da nič ni izmišljeno, to je vse res, tudi priče imajo. Ampak, ja, so bili kar težavni, no. Sem so zdaj izgubili šiht. Tako da so šli iz Velenja ven, v Švico gor, tam kar ostanite. Drugače je Velenje top mesto. Ampak ti imaš kaj, Velenje, imaš ti čez? Ne, ne, nisi tako daleč. Niti si ne želim to biti. Ja, ampak imajo, recimo, ko kam priješ, imajo tak respekt do tebe. Ja, itak da imajo, to itak, vse jaz tudi imam, ampak respekt vodi do respekta, stari, če jaz se spoštujem, ne bojo oni mene spoštovali. To mora biti respekt. Pa greš na kurac s policiji, zdaj? Pa nekateri, ja. Zakaj? Pa stoko sem glasen. Povem svoje, kaj si mislim, bolj kurac. Kar si glasen? Pa ja. Pa kje to poveš, kaj, v javnosti? Pa to je, ko ti kaj hoče on, ti mu poveš, ajde, umiri se, kaj glumite mafijo, tule lega, ljudi kradejo komunalu, struju, ne vem kaj vse, vi nas tule priganjate, pa ne vem, se obnašate do nas, koja smo neki teroristi. Veš kaj mislim, stavijo te, dajo te ven iz avta, drži se takle reče, a imaš kaj pri sebi, kaj imam pri sebi, tono dinamita jebote, šta imam, ništa čovječe. Ne vem, pač, tako edino to je to, da bi malo se sistem spremenil, da bi lovili ta prave barabe, da lahko mladi imajo več šans v življenju. Ampak, če recimo zdaj reče za sebe... Prave barabe sem mislil to, a ne ja, razumem. Vlade. Razumem, ja. Ampak če reče zdaj recimo ti, si zdaj v redu človek, ali bi mogel biti v restu? Ali ima zdaj sebe, si zdaj clean shaven? Ja, v redu. Si, mislim, si razpucal, si razčistil. Lani si eno hišno zaradi... Kaj je sve, neke anonimne prijave. Na anonimne prijave sem imel največ, se bi imel v Velenju. Ampak v zvezi s česa? Ampak, kao da maltretiram ljudi, pa dilerje, ne vem. Ja. In da sem imel kalašnika doma. Zato imaš zdevek Eko Kalaš na Facebooku, ali kaj? Ja, klicali so že prej AK, tako zaradi tega imam. Bolj zaradi tega. Zakaj pa imaš ta zdevek? So me klicali AK-47. Si imel to doma, to orožje? Ja, ne, nisem imel. Ne, pač kar tak te kličejo. Pa ja, kar tek. Repersko ime je to bilo. Ja, pa dobro, vse sem imel v roki. Ja, dobro, v roki. Nimaš pa doma to? Ne, ja si nor. Ne vem, prašam. Mislim, da prašam pizda, ne? Ampak čuj, se pravi, ampak lahko gre zdaj ti mirno po cesti, ne da se bojiš, pa da čez ramo nazaj gledaš, da bo kaj narobe. Ne vem, stari.
to mi povej. Si razčistil z vsemi temi, ne vem, nasprotniki ali kakorkoli, ali ne, ali imaš nek strah? Nimam straha, zakaj ne strah, boli me kurac, kar se zgodi, to je situacija trenutna, vedno lahko, ampak je pa veliko ljudi še, kako bi ti rekel, nismo na isti valovni liniji. Pa mi že bi ti lahko naredili? Pa zakaj? Probali. Pa zakaj? Pa kaj jaz vem, sovraštvo, ljubosumje, zamere odprej. Ja, zakaj pa ne razpucaš to? Pa bi jim moral vrniti robe nazaj. Kaj bi mogel vrniti? Kaj nisem razumel, kva? Pa bi jim moral vrniti robe nazaj. Ne, ker v mafijskih filmih to likvidirajo, se veš. A da je to pusti film na istek stvari. To ni to realnost. To se zgodi. Ampak mislim si, imaš miren life ali ne? Te strah, mislim strah, ampak mislim, da si nervozen mal, da ne veš, kaj je lahko. Ne, tega ne. To ni tako hudo. Sam mal pa pogledaš čez ramo. Pa tudi včasih. Pizda. Je pa je fajn to? Pa ja, je fajn. Da si mal našpičen. Ja. Pizda materno. Čuj, kaj pa, če te tole vprašam še, ne? Dejansko sva obdelala zdaj vse te tvoje začetke, tvojo kariero, kriminalca, če rečem temu tako, pizda, ne? Do tega rojstva otroka, ne? Ampak bom rekel, zdaj si pa ti vse to, ne? Če gledamo zdaj po neki logiki, boš pa zdaj ti to ne združil v muziko, ampak v svoj film, pizda. Ti snemaš film. Ja. Kdor to ne ve, ne? On po novem snema film, kjer imam tudi jaz, by the way, eno simpatično, bom rekel, vlogo. Noč si nabral cel kup znanih velenjskih fac, ne? In kaj, ta film bo tvoja autobiografija? V bistvu? Ne bo. To ne. Ampak si pa črpal manj iz svojega life ali ne? Tu še nisem neki črpal, bom pa naredil tudi oseb neki. Definitivno pa v moji družbi, ker niso se zahvali meni. Tudi moji prijatelji so veliko v življenju dosegli, da pa naredili, pa dali čez, pa uspeli. Ampak kaj bo ta film zdaj? Kaj? A ta zdaj, ko ga delamo, to je Karma, je naslov, pa govori o enemu fantu, ko se vrne iz zapora. Ja, no, se ti govorim, to nima veze z mano. Tu govori o nekem fantu, veš, ko se vrne iz zapora. Ubijejo fatra in pa gre iskati, kdo je, kaj je bilo, pa ugotovi, da v bistvu ta klan, ko se jim on maščuje, ko so bili jatija, je v bistvu njegov klan kriv. Fatrov, da je do tega sploh prišlo. Ampak dejansko si črpal ven iz teh svojih dogodkov, nisi? Pa veliko sem črpal ven, kar sem videl, čul, doživel. Slabo se devo iz svoje, za neko to naj še počaka. Ker mislimo dela serijo, pa bi to bo v serijo dal te velenjske zgodbe, moj life, velenjske. Ampak to bo po tem filmu? Ja. Ampak ta film, zdaj, mislim, plan znimaš kaj, ker res, kako sem uspel videti te, bom rekel, zametke, te prve prizore, ki sem jih pokazal, nekje vem, da polovico filma imaš narejenega, zgleda zelo dobro opis, zgleda en tak zelo dober nivo, bom rekel, celo evropsko, hollywoodski nivo. Jaz prijem tako družbo, pa rečem, jaz sem se odločil, da mi naredimo film. Ja, oni vsi v smeh. Da kaj se greš? Rečem, kaj se delaš narce? Se rekel, ne delam se narce, jaz resno govorim. Vete, da imam te, da znam z video, da imam to v sebi. Se jaz to 14 leta imel v sebi, jaz sem skozi govoril, jaz bom nekaj delal filme. Če bom delal filme, sem rekel, skozi to govoril, zdaj res. Ampak so se mi smejali. Jaz pilo rečem, boš igral, oni meni, dekat je, kaj se delaš narca. Jaz naredim eno sceno, prinesem, pokažem, oni, sloj, jaz tu noti stari. Zdaj pa Velenje me kliče, se rekel, veš, da rabimo, pridite, zdaj že imam 60. Pa koga imaš noter vse v teh znanih? Mogoče vem, da imaš od Tabuja Istoka, našega prijatelja, Istok Melanšek, on je mojega prijatelja Simona, on je zna igrat našega reperja, Tripla imam. Tripl je talentiran za igro, tudi dober je. Pa snemati pa zelo hranjec? Pa odraščuje z nami celo življenje. Tripl. Tripl, naš prijatelj. Ja, in z mojim bratom je bil najboljši prijatelj, mislim še kar je. Čeprav fukat pa ne zna Tripl, veš? Ne vem, to jaz povem. To jaz ne vem. On govori po Velenju, da je neki jebač, ampak zdaj se v Celje preselil, je pa hiter pokazal, da ne zna fukat. Ne zna fukat. Za Celje bo mogel pa malo bolj jači biti. Če gledaš Tripl, tadej moj prijatelj... Ja, zdaj si dobil konkurenco v Celju. Ne, kakva konkurenca. Zdaj ima Tripl žensko, resno. Se za to, ne? Resen fan. No pa dobro, Zvone Hranjec,
vem, veliki, Šato in Šankrok, on vem, da snema, montira, rihta, ne. Pa koga še imaš not, no, mogoče, da še velja omen, če se še šponeš koga? Pa imam, glede ekipe filmske moram dati pohvalo, ker so vsi top. A 60 likov bo noter? Ja. Pizda materno. Tebe imam noter, imam Goran Krebs, on je pa igral v Hollywoodu tudi, on je pa kaskader. Kaskader. Bil je tudi vplačan si 4. Bravo. I to mi je čast da en tak človek igral v mojem filmu. Pa imam tule pobe iz Velenja, Hari, Gogi, Boro, Alex, to so pobi, ko res igrajo NA. Pa čakaj, če te zmotim, 60 likov? Tebe imam noter. Mene, to je pomembno. Mislim, ne, ampak čakaj, 60 likov bo dejansko, kaj imajo, so del zgodbe, dialogov, pa to ti vse si sam se s te scenarij? Vse sam. Vse ovo, ja. Pa kdaj boš to končal? Ker vem, da snemaš, imaš pa malo pauze, snemaš, imaš spet pauze. Ja, odvisno od ljudi, ljudi dobiti kupu je ful težko, ker vsi delajo. Niso to iz Hollywooda ljudi, pa da on leži doma pa čaka, prijem. Pa se prilagaja. Pa stari, svaka im čast, eni pridejo šihta, posnamejo, eni pridejo zvečer, posnamejo, grejo na šiht, res, svaka im čast. Snemanje bo trajalo še to leto, pač, mislim. Se pravi, kaj, 2026 do oktobra, mislim, da bo konc snemanja, pa sestavljamo drugo leto ven. 2026 imaš plan premiere? Tako. Pa kaj planiraš s tem filmom? Kaj dejansko planiraš? Oporno industrijo poslati. Ne vem, a veš, da jaz sem rekel tole, tako mi je dal en nasvet iz Ljubljane, ko me je učil toti filmi. Ti sem nared film, če je dober, ga bo vsak pogledati. To je tisto, čega se moramo držati. Zdaj, kakvi so plani za filmom naprej, jaz sem rekel, ne vem, dokler ga ne naredim. Dokler ga nimam v roki, gremo v Kino Velenje, rečem, da ga predvajamo, da vidim, kaj smo naredili. To je premiera, ne? Ja, ko vidim, kaj smo naredili, bom pol vedel, kak pa kaj. Razumeš? Ker dober film, tako je rekel ta gospod, bo vsak hotel pogledati. To je res. Bolj je divji, bolj se dogaja, bolj privlači ljudi, mlade, starejše. Dramo veš, kdo gleda. Dramo gledajo starejši ljudje, mladi ne bo šel v kino pa gledal dramo. Mora biti čin čun ča, pam, te fore. Ampak veš, da je takih zgodb, recimo kot si zdaj ti, da je nekdo imel kriminalno preteklost pa probleme, pa je šel pa v neke take zgodbe, kot je film ali postavi igralec, režiser, jih je v Hollywoodu kar nekaj. Recimo Dani Trejo, znani igralec, v starejših letih je zaslovel od Desperada, Mačeta in tako naprej. On je bil v zaporu, on je bil dolgo let, on je bil norc, on je bil v bandah. Zdaj pa cenjen hollywoodski glumac. Ni malo takih zgodb in veseli me, če ti lahko rečem to. Mačeta, veseli me, da si pizda prišel k sebi, tok, da si tok miren, da zdaj raj to norijo svojo pizda devaš v film. To sem ti prej razlagal, ko si rekel, kako se boš umiril. Ja, s tem, da ustvarjaš. Sem še to. Ja. Ne zanima me nič drugo več. To je bilo super, ne? Pa kaj si recimo zdaj, če rečem, kaj si, da si umetnik, si oče, si ulični bojevnik, si jebač, kaj si? Vse pomalo. Vse pomalo. Ta bojevnik je še v tep noter. Ja, skozi bo. Ja. Zdaj, da naredim film, se borim. A veš, naprimer, jaz delam to vse na svoj budžet, ne razumeš? Vse jaz to rihtam, plačujem, iščem place, a veš, vse jaz star. Jaz moram sem to povedati, da hvala Bogom, ko so pripravljeni se žrtvovati za to, veš. Noben mi ni prišel pa rekel, jaz če ne dobim to, ne bom delal. A veš, vsak prije je rekel, naredimo to, pa kar bo. Jaz sem rekel, če naredim to in da dobim nekaj, boste vi prvi čutili. Se pravi, meni naj nekaj ostane, to je to, ampak veš, meni se zdaj gre, da jaz sem naredim ime, da nagradim svoje ljudi, to je to. Zdaj pa, če bo, če ne bo, ne bo zdaj svet propadel za tega. Mi gremo še kar naprej. Kako se boš pa podpisal kot režiser, kaj kot Eko, kako boš svoje pravo ime, kako se boš podpisal? Pa moje kar Mejerič, veš, od Adatja. Boš originalni primek, da bo tako treba, ne? Ja. Ti, kaj bi mladim, mogoče, ki nas zdaj gledajo, sem prepričan, kaj bi jim sporočil, kaj si se naučil v svojem lifeu takega, če si iskreno ti rečem, ne? Če bi res tako zavrtel to ploščo svojo, kot vidim, da jo želiš zavrteti in da si na tej poti, da bi lahko marsikaj mladini, ki je zašla, ki bi šla mogoče po tvoji poti, ki dobro veš, da ni pametna pot, ne? Kaj bi jim položil na srce, kaj bi jim svetoval? Ne? Da se držijo svojega talenta, svojih idej, svojih načel.
da če že kaj morajo narediti, naj dvakrat premislijo. To je najbolj. Če si bojevnik na vseh področjih. A boš imel firmo, a boš šel v šolo, a boš šel nogomet igrati, boš bojevnik. Tako da svojo to energijo lahko izkoristiš v bilo kjer drug proces. Ne rabi biti ulica. Ulica postaja vse bolj umazana. Tako da, če hočeš ostati biser, čim prej ven pet. Čim prej ven. Tako da ja, to je prvo, kar hoče povedati, da če imaš talent, ga izkoristi, takoj guraj v to. Jaz sem imel 1000 talentov, a preskočil sem se to. Evo, zdaj jih probujam. Na stara leta. Ja. Ne, se še imaš cajt. Ne, še imaš cajt. Ne, ker jaz sem te prvič spoznal, ko smo imeli dobrodelni koncert, ki ga je organiziral najmen prijatelj Triple, za tega zdaj žal umrl, Roki naš je umrl. A veš, in tam sem te prvič spoznal in sem videl, da si nek zajeban model, ampak da si faca, ne. Dopadal si se mi, ker si v tej svoji zajebanosti si imel pa smisel za humor, ne. In to je bilo meni všeč, ne. Tega nisi nikoli zgubil, ko je bilo najhujše, si ga zgubil, smisel za humor, si vedno ohranil to vse, da si mal... Tudi, ko smo imeli situacijo, zdaj tudi govorim za svojo družbo, ker imam par takih pobov, ko jim dam kapo dol za njihov pogum. Tudi, ko smo imeli slabo situacijo, že da veš, da greš sedeti, da greš v pripor, ker jaz pa moj prijatelj, mama rekorde v priporih v Velenju, jaz pa pokličejo ga požigalec, ti veš, kdo si, moji frendi vejo, kdo je. Ja, mama, imela smo, ne vem, po 12 priporov na mesec, pa take fore. Pa tudi časi so prišli po nas, tudi ko nismo ni bila naredila, sem da vidijo, ki smo bila. A si bil znam potem, da si pač ko smo imeli situacije, smo se smejala. Smo vedno neki najla, da se smejima. Ampak niso tudi pri nas ni teh strajkov, da prvič zajebeš, drugič, tretjič, pa tega ni tako v Ameriki. Se vidiš, kaj delajo ljudje, 500 krat, ti naredi pizdarijo, še kar nekaj v zaporu. Tik je. Kje se vidiš čez 5 let? Kje za kurat se vidiš čez 5 let? Župan. Zabavam se. Ne vem, kje se vidim čez 5 let. Ne vem, kje imam drugo leto. Ne veš, kje boš jutri? Ja, ampak imam pa tudi svoje želje. To bi rada mi spet za filmi. S temi filmi, ne? Ja, da potujem okrog, delam filme, to je to. Eko, vsakega gosta tole vprašam pa tudi tebe, kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Ko je fater umrl. Tedi. Nekako sem bila jaz poln v čudnih odnosih. Voda, neke čudne vode stari. Ja, zdaj mi je ful žal. Evo, če bi vrtel film nazaj, bi več se njem posvetil v življenju, ker je bil res dober. Človek je bil dober. A veš, ful me veliko prekrival v življenju, pa stal za mano. Tedi že, ko bi me moral prodati, ni meni. Ko sem ga izgubil, mi je bilo težko, ker sem ga spoznal, jaz sem prišel iz zapora ven, zdaj sem se več družil, on je prihajal v Velenje veliko, tule gor imamo bajto na Pošivcu, pa je bil gor, pa smo mi gor z njim hodili, pa smo se ful družila, pa se zaljubil mojega otroka, veš, imel je rad svojega vnuka in sem videl, da pač nič ni narobe z mojim fatru, narobe z mano in pol je umrl. In po me je tek presej, 1,5 leta nisem mogel priti k sebi. A veš, nisem iskal ta life, a veš, da vse njem vrnem nekaj, kar nisem mogel, a veš, poprej dati. In ko sem ga zgubil, kurba me je zrihtala. Te je zjebalo. Ja. Vse je to normalno. In zdaj vse, kar delam, a veš, če ne morem njem, bom dal otrokom, a veš, tudi brata gledam drugače, mamo gledam, zdaj skozi vsak dan kličem. A veš, jaz sem šel prej, pri 15 sem šel doma, oni sploh niso vedeli, ki sem jaz. Jaz nisem poklical ga, pa rekel, mama, jaz sem tule, fajn je. Jaz sem se čez pol leta šele javil, pa je rekla, mama, ti normalna, jaz sem mislila, da ste umrl, da ste ubili, da ste zaparili. Bom se jokala, jadnica stari moj, kam je bilo tedi žal. Še rekel, vse prijem gor na bisk, jaz prijem na bisk, na Bulana, veš, lepo porjavel, ko bil na morju 3 meseca. Čujem, pa to zdaj lahko z prve roke dejansko poveš, imajo res lepe punce rade barabe, če rečem tako. Si opazil to ali ne, ali se je trend kaj obrnil? Pa ne, z barabe, po moje, bolj take samozavestne fante, veš, ko znajo govoriti, veš, ko znajo vršiti besedo na pravi cajt. Ampak no, če punce recimo so vedele, da si problematičen, recimo, da se rad utepeš, da imaš neko preteklost, pa so vsem recimo si bil všeč. Pogumne fante imajo rade, to je definitivno. Pa kakve punce so to? Kakšen tip
ženske je to po tvoje? Ki padejo na take, kot si ti. Mirne, ki jih pol ti kaj prebudiš svojim Težko divnim. boš šel z ognjem skupaj, veš. Ja. Vse tudi ognjene, po moje, veš. Ampak ženske iščejo bolj, da so zavarovane, veš. Bolj, Aha, z tega vidika, zdaj, če ona vidi, da si ti haus, pa bela, veš, da preveč pretiravaš z nekaterimi stvarmi, da jo bo to začelo odbijati. Ampak večinoma ženske hoče biti zavarovane, veš, cenjene. Veš, mi barabe cenimo ženske, ko imamo radi ful. Ja. Veš, ko sovražimo ful, veš. Ja. In to je pri nam ta čar tih pogubnih, kako bi temu rekel, pogubnih bojevnikov. Ja. Ko imamo radi ful, veš, ono, polano radi, veš, ko sovražimo, ono, da bi kar cel svet zažgal, veš. Razumeš? In to ženske očitno imajo rade stvari pri moškem, veš, ko se odloči neki, da bo naredil, veš, ne glede na ovire. Veš, to, po moje, to, ne, zdaj, jaz sem nek ženski psiholog, ampak po mojem mnenju, no, glede, jaz, ko gledam na sebe, po moje, to bolj. Ja. Veš, kaj bo zdaj ti ne, kak peder, potem se pa situacija zgodi, pa ti, ne mene gledati. Ja. Se boš ti rešila. Okay. Kaj pa velenjska scena, zdaj, recimo, če gledaš Velenje, kje smo zdaj, kaj je 2025, kaj je Velenje, po čem je zdaj Velenje znano, kaj je zdaj trend v Velenju? Rap. No? Rap. Ja, imamo dobre reperje. Tada je Velenčan, ne? Tudi, ja. I on je dobar reper, ampak imaš Tripla, imaš Jukana, imaš Principa. Ja, Princip je tudi z Velenja, bravo, ja? Ja, ima jih kar neki stari tu v Velenju. Pa tudi glasbeniki so velenjski dobri, če gledaš, Šankrok, Šato, Zvone, Sixpack Čekur je bil tudi iz Velenja. Sixpack Čekur je Mariborčan, on ni več Velenčan. Ampak je bil Velenčan, se veš, da je res. Ja, Prodal si Velenje, brate. Pošteno. Ja, ampak je tale, Zvone je pa talent za muziko, on je pa prav talent. On pa ti dela lahi rap, rock, vse ti dela. Ampak kaj pa drugače, mislim, velenjska scena, če pustima rap, tak življenje v Velenju, no, je kriminala velika, po čem je Velenje zdaj znano, no? Pa zdaj po čem je znano? Ja, zdaj, ta hit, Velenje skozi. Zdaj je bolj znano, da smo multikulti, imamo tu vse. Pa je to v redu, po tvoje? Ja, je, mlada Jugoslavija. To je meni všeč. Jugoslavija v malem. Meni je všeč, da se vsi zastopamo med sabo, da se imamo radi. Ne, veze, Crnac, nije, vam, tam, vse je laufa. To veš, da je bilo Velenje proglašeno malo nazaj za eno najbolj varnih mest v Sloveniji? Ja, ne vem, koliko so plačali za to, da je bilo varno, ampak ok, spakaj čas. Dobili so nagrado. Ja. Mislim, pa to ne drži? Ja, pa ne bi rekel, da drži. Ne. Pa vse je bilo v kilomesto priješ, boš najti, da je... Velenje pa jaz, rekli, da je zadnji čas zelo varno. Ajde, ok, v redu, je varno. Je. Mislim, ti veš? Je. Nisi me prepričal. Eko, ob koncu ti dam šanso, da zamenjamo vloge in da ti mene vprašaš 3 vprašanja, karkoli želiš. Če nimaš nič za vprašati, ni problema, če pa imaš, si pa daj duška. 3 vprašanja. 3 vprašanja, ja, pomagajte. Nič pomagajte. Izvoli. Kaj te naj vprašam? Karkoli. Karkoli želiš. Če imaš kaj takega. Kaj imaš najraje? Kam najraje? Ja. Pa ne bi reči, da je seks. Ne, dobro. Ja, ne, filme. To sem pa opazil. Obožujem filme, obožujem tudi glasbo. Pa zdaj imam od 25. junija naprej, imam novo punco, Moniko. Monika, močno obožujem. Kapa. To je drugo vprašanje zdaj že, ne? Ali podvprašanje? Podvprašanje, ok. Ok, podvprašanje, ok. A zdaj, kad je v travo? Ne. To ne veš, kaj zamuješ. Ne. Veš, kaj je moj problem? Smrdi mi to pizda. Meni trava v pizdo materno smrdi. Enkrat se spomnim, da je imel moj... Jaz sem nekaj, kad nisem tukaj ne preveč umiri. Glej, jaz... Preveč me umiri, pol jaz mislim, a boli mi kurac, vse bom jutri. No, moj socimer, oziroma sovojak, jaz sem civilno vojsko služil, jaz sem amater, je imel med cigareti travo, jaz sem se pa enkrat zajebaval, da cigarete kadim, čeprav nisem nikoli kadil, in so imeli cigareti okus po travi. Ko sem jaz dal to usta, sem skoraj kozlal. Zato vem, da to ni za mene pizda. Da mi je ugabno. Ne bi mogel, lej. Bljak.
Pa ne, da imam zdaj tebe sovraža, ko ti travo kadiš, ne, ampak jaz jo ne kadim smrdi več. mi, pa ko si jo, Že ne. več kot eno leto. Smrdi mi, pizda, trava mi smrdi, pa da me ubiješ, le. Ne, jaz sem to nehal, Ja. ker me preveč me pomiri, No, vidiš. ne vem, ni več to za mene. Ok, drugo vprašanje. Drugo vprašanje, ja si daj ukradel čegumi. Kaj če si, Ja si kaj duklo žvaku, čegumi, če si daj ukradel. Ja, pazi, karkoli daj ukradel. sem, pazi, in ti zdaj povedal to, pa ne, če sem že daj kurba, da sem me pa najdel. Ne vem, če sem že daj to povedal, da sem imel eno obdobje, ko sem bil otrok, da sem v trgovini kradel stvari. Se pravi, res? čokolado, čigumije, Evo, vidiš, neki imamo bombone in dal noter pod bundo, ampak kaj je A bilo veš, pol? kak sem jaz? Ampak pazi, kaj je bilo pol. Nekdo me je ujel Ja, in me je pelal za ušesa, blagajničarki, ja. ko sem že bil odzuni, da se moram upravičiti in to vrniti. In meni je bilo to tako grozno, Oh, fuck. da sem nehal za vse večne čase to početi. A veš, kak sem jaz delal? Mama, Ja. greš v trgovino, a gre zraven? Ja, veš, da je 5. A veš, tukaj čakaš, no. A greš v trgovino, ne vem, zakaj? Pa prošam. A greš zdaj? Ja, greš z njo. In pa imaš bundo goda, veš, dolge rokave. In pa, mama mi kupi stiker, si ga porineš not v rokava, veš, tak cip. To si mora biti natreniran, veš, to vzameš in not ga porineš. No. In pa reče, ne bom ti vzela stiker, so ok, v redu, da rabiš, a boš fiks, pa not porineš. Ne bom, ne, a zato si mi kliza, greš zraven. V redu, ti meni nikoli nič ne kupiš in date kliziko gore, evo, kliziko ti kupla, ok, priješ Sam domov, zdaj bi pa full piskal. noter, Sam ruga. zdaj bi pa Ne, piskal, na veš? Twixu ne piksa, piska na unih. Twixu ne piska? Tam, ko je magnez zalepljen. Aha, Uglavnom, pa pita je, uglavnom jaz domov prijem, ok. brata pa kliče pecem, na, tule imaš, kaj boš jedil. On gleda, če mama zve te bo ubila, šuti. Pa veš, kaj sem še ukradel? 4 filmske knjige v Münchnu, ko smo šli na zaključni izlet šolo, pa mi je zmanjkalo denarja, pa sem hotel imeti na vsak način Dustina Hoffmana, Ala Pacina, pa Kim Basinger, pa Roberta De Nira, take knjige in sem spizdal v trgovini, dal za plašč in šel ven in molil Boga, da me ne bo noben dobil in mi ni dobil. Ampak Bravo. kaj je bil problem? Bilo je v nemščini, jaz pa nemščino znam, ne? To se je vedel vprašati, je bilo v nemškem jeziku. Pa bi pa ati prevajal, ne? Ale zguba, ale skla. Evo, to sem tudi ukradel. Zadnje vprašanje? Aha, imamo još. Kaj te naj zdaj vprašati? Ni pa treba. Čakaj, sve te bom. Ok. Čakaj, Ok, neki ok, zajebanga. ok. A viš, a to se pa nisi pripravil. Vse to je poanta. To je poanta. No, Čakaj malo in kaj bi te. Imaš rad barabe? Bojevniki. ja, veš zakaj? Ker me varujete potem, ne? Ker me varujete in če vam da je kak problem, vas pokličem in naredite red, ne? Triple je rekel, da če bo kak problem, da ga lahko kadarkoli pokličem in tudi na tebe računam, ne? Ja. Če bo treba kdaj kaj, razumeš, da te pokličem, da boš naredil red, ne? Pa tudi. No, lahko računam na tebe, Pa veš, da je če bo kdaj kak, normalno, gladko. ok. No, To vedno. Torej- Vsak prijatelj na mene računa. no, zato so mi všeč bojevniki oziroma barabe, da pazijo na Pa mene. sve ti ne. pravim, kad vole, Ja, dajo ti ok. vse, ko mrze, uzmu ti sve. Okay. Ego, zdaj pa predno zares končava in se posloviva, to te moram zdaj vprašati, pizda, ker se veš, ne, zgledaš mi jebač, ne, zgledaš mi pizda nekdo, ki zna žensko, ne, zdaj to moramo ob koncu, ne, mogoče razpucati, ne, si res tako dober v posli, kot se govori, pizda, ali je to To bolj ti tako, je to rekel. ali bolj tako pretriplo, ko bolj naklada, pa je bolj malo tega A potem. kdo ti je to rekel? Ja, govori se, no. Pa kaj je sve, to moraš punce vprašati. Ja, lej, govori se, pizda, no. Pa čuj, Mislim, ne vem, povej. ako me ovako vole, onda ništa mi ne fali. Mislim, znaš žensko. Pa ja, veš da je. Pa si ti glavni vedno, ali Pa moraš biti. moraš biti? Nisi bil nikoli podrejen, da bi te mal z bičom pa... A ja, sino, jaz nija rad ti freak show, veš. Ne, jaz tako ženski rečem, jaz ti fol nija, veš. A ako mi je rekla nazadnjič, kaj ti je fetiš, jaz, kak fetiš, kaj, ne razumem. Je rekla, ja fetiš, a imaš rad kaj tak, pa ja volim jebat, pa reče, pa ne, pa kaj ti je fetiš, kakšen fetiš, je rekla, ja ne vem, šamarčina, prst, dupe, karkoli.
Sem rekel, nimam fetiša, stari, nimam rad, to vse, kar se zdaj omenila, se mi gadi. Tako da, meni neke fetiše prodajati. Si bolj za klasiko. A si ti Primeš pa... Ja, pa daj, biži tamo, kakve prste dupe, šamarčina, šta je, sad te bom Mislim, prav vprašam. Ja, ne. Udar me, pa kakvi udar me, baš mi meni srebeta, leva, si ti normalno, kako udaranje. Ne, res, stari, to jaz se razumem, kak fetiš, stari. A ti paše, če ti za bradavičko malo primem, kazo, moj mi bradavičke, skini se dol, to je to, nič druga ne rabim. Čuj, kaj pa To pa nimam rad fetiša neke. Se pravi, kar... Ne, imam rad to strast, veš, pred igro, imaš pa sploh ali takoj na Pa seks, veš? te ljubiti, ja, nije problem, to imaš, brate, ja. okej. Ali ne mi neke fetiše, To pa stari, ne. bugija. Pizda, Res. ja. Kad jesi, no, ne, To me- ni za tebe. Ne, Okay. ne. Eko, tvoj zadnji stavek za najne gledalce je kaj? Ful je bilo fajn. Bravo, isto hvala, ko si me povabil na podcast. Čeprav je ful vroče, peklensko, ampak ajde. Preveč. Ja, naredili smo svoje. Pa še sati ti ši zadnje pol ure. Ja, ne, veze, zdaj si že prebolel, ne me se spominjati Sem na te to. hotel jebat s tem. Ne me se spominjati na to, ki me bo spet začelo. Ok. Ja, hvala, ko nas boste gledali, ko nas gledate. To, kar se pogovarjamo, je vedno dobro, zato ker se vedno nekaj naučiš lahko od tega. Tudi jaz sem se danes nekaj. Tako da, ja. Kaj boš ti rekel isto? Bom rekel, ja, všeč mi je to, Eko moj, da si v prvi vrsti, ne glede na karkoli si doživel, preteklosti gor dol, si ostal človek. To je meni zelo pomembno. Ne? Da si vredo človek, pa ne se čuje še tako čudno to zdaj, gledam to, kaj vse si razlagal, da si počel, ampak glej, to so bile mladostniške norije, svoje si tudi odslužil, če smo iskreni. Ja. Razumeš, si plačal karmo, če rečemo temu tako pizda, ne? In si ostal človek. In meni je pomembno to, da si se z teh svojih napak, teh svojih bedarij, da si se naučil. Upam, da si se naučil, da znaš svojim otrokom, mladini, ki te sledi, ki te spremlja, tako si prej lepo povedal, prenesi, da to ni prava pot. Ne? Ja. Da prava pot je talent, prava pot je vredo life, ne naskriž z zakonom, ne delite traparij, lovite svoje sanje, raj se temu pizda Tako. predajte, kot delati Ja, traparije. že zdaj ki si ga malega cel učim počel to, ti. da No, to je super. že zdaj mu govorim, a veš, pa tudi v film sem ga dal, pa že zdaj ga, veš, mindset mu delam, da čim prej naredi nekaj sebe. Super. Sem rekel, ena ideja, več te, kot pa 5 diplom. Super. Se pravi, ima 5 diplom, pa dela, ne vem, v gostilni ali pa v industriji za trakom. Se rekel, en je pa nima dobene diplome, pa ima idejo in je naredil nekaj v življenju. Sem rekel, budi Nikola Tesla, pa mi reče, kdo je Nikola Tesla, pa on je imel idejo vsi, ne. To je to ideja. Mi boš dal kak seks prizor v filmu? Ja, veš, da ti jo dal. Samo punce ne so- bom pol tepeno tvoje punce, Monike. Monika, bomo njo Daš spomenete, pa plegaj Monika. bomo njo dal not, bo ona igrala prizor z mano. Bo ona igrala, da se Aha, lahko veliko Monika vliva. bo igrala? Ja, bo igrala prizor. Okej. Sem se odločil, zdaj tako. pa bo pa zvone s temo, pa bo delal zadnji kamere, tako pri meni na vseh sceni. Ja. Še, Lej, vi, mislim, daj mi še enega, kao Ja, spimo, daj neki spi. Uh, Ne mi neke soke, pa to, neki kaci. Ne, nočem, to pa mi ne paše, veš, ne paše. Ne, pijem, sam ne pa takle, veš, tak pa ne pizdam. A ja, Lej, viš, da ja reklamiram jedeš vodo. ta, boš jedel. Ne, tudi ne bom. Hujšam. V glavnem, družba draga, hvala lepa za pozornost. Ne. Eko, bilo mi je v čast, Max Klub rastura še Spoštovani naprej. brat. Bilo je dobro. Hvala. Se vidimo, ko bomo posneli naslednje kadre filma. Ne. Tako, Vredo, ja, čau, držite se. čau. Evo, midva sva z Ekotom še vedno v igri, pozabo si neki, ne? Neki si pozabo povedati, boš povedal zdaj. Evo, dej, to je pa zdaj prvi dodatek. Ja, to pa imam ful rad, poslušajte, največjo ljubezen imam pa do motorjev. to pa Tako da nisi vse za motoriste, en velik pozdrav in čuvajte se na cesti, ne mi izgubiti glavo, to je to. In vidimo se v kratkem v življenju, kjerkoli. Pa veš, da motori motoristi ful divjajo po cesti? Ja, sem jaz ga vozil že od 12. leta Si vozil imel kako motorje. nesrečo? Pa tudi jaz sem imel, Ja, sem no, tudi vidiš. spadil z motorjem. Ja, no. Moj dedek je umrl na motorju. Ja, no. Jaz sem to gledal cel live, te motorje, tako da Ja. jaz sem prav ljubitelj motorjev in spoštujem motoriste. Vse. Kaj ima zdaj motor? Suzuki Bandit, 1000 kubični. Ko gre to na uro? Pa nekaj bajk je, ta glih ima neke končne, ampak gre pa fajn. Ko gre? Pa čez 200, Gre? ja, Si seksal ga na motorju že? tudi. In?
Čuvo se naj motor, da ne pade. Dame in gospodje, to je bil prvi in mislim, da edini dodatek tega intervjuja. Fantje, drzen, kaj ne rečem in uživite, držite se.